Michael Saylor. Se je njegova Bitcoin strategija splačala? No, prav to si bomo ogledali danes. V drugih novicah pa tudi, BlackRock je lansiral Bitcoin ETP v Evropi, Nemčija je prepovedala trgovanje etininega USDE in Visa in OpenAI razvijata kriptodenarnico za WorldCoin. Dobrodošli v Kriptopulzu tega tedna. Podjetje Strategy, prej MicroStrategy, je postalo prvo javno podjetje z več kot 500 tisoč bitcoini. Po zadnjem nakupu 6911 bitcoinov, vrednem 584 milijonov dolarjev, zdaj drži 506137 bitcoinov, kar predstavlja 2,4% celotne zaloge bitcoina. Strategija agresivnega nakupa bitcoina se je izkazala za izjemno donosno. Delnice podjetja MicroStrategy so v 5 letih zrastle za 2115%, medtem ko se je Bitcoin dvignil le za 638%. Podjetje financira nakupe prek izdaj delnic in dolžniških instrumentov in ima še 39 milijard dolarjev kapitala za nadaljne nakupe. Analitiki pričakujejo, da bo kmalu dodalo še 7000 bitcoinov. Kaj pravite, bo Michael Saylor prehitel Satoshija glede količine bitcoinov v lasti? Komentirajte spodaj. BlackRock, največji upravljalec premoženja, je predstavil iShares Bitcoin ETP, ki je začel kotirati na borzah Xetra, Euronext Amsterdam in Euronext Paris. Produkt omogoča enostaven dostop do bitcoina tradicionalnim vlagateljem. Za razliko od ameriškega Bitcoin ETF, ki upravlja 50,7 milijarde dolarjev, v Evropi ne pričakujejo enakega povpraševanja. Kljub temu agresivna cenovna strategija BlackRocka, provizija le 0,15% do konca 2025, močno konkurira drugim ponudnikom. Analitiki menijo, da ta poteza krepi zaupanje v evropski regulatorni okvir MiCA in lahko pospeši institucionalno sprejetje bitcoina. No, počasi gremo tudi v Evropi naprej. Če so ti novice do zdaj všeč, pritisni všeček, komentiraj spodaj in seveda ne se pozabiti naročiti na kanal, da ne boš zamudil naslednjega videa. Nemški regulator BaFin je prepovedal trgovanje digitalnega dolarja USDE, ki ga izdaja Etina GmbH, zaradi neskladnosti z regulacijo MiCA in suma prodaje neregistriranih vrednostnih papirjev. Poleg prepovedi je regulator odredil zamrznitev rezervnih sredstev in zaprtje spletne prodaje. Kljub zavrnjeni prošnji za regulativno odobritev Etina trdi, da bo unovčenje USDE še vedno možno prek ločene entitete na britanskih Deviških otokih. Podjetje kljub pravnim izzivom še naprej privablja vlagatelje, saj je nedavno zbralo 100 milijonov dolarjev za nov žeton USDE namenjen institucionalnim vlagateljem. Ima pa Etina za svoj stabilni dolar brez kritja zelo zanimivo strategijo. OpenAI-ov direktor Sam Altman in Visa sodelujeta pri razvoju World Wallet, kriptodenarnice, ki bo omogočala plačila s stabilnimi kovanci in pretvorbo v fiat valute. Cilj je poenostaviti kriptoplačila in omogočiti lažji prehod med tradicionalnimi in digitalnimi financami. Denarnica bo delovala kot mini bančni račun s funkcijo enostavne menjave valut, kar bo olajšalo čezmejna plačila. Partnerstvo bi lahko pospešilo množično sprejetje kriptovalut in jih naredilo tako uporabne kot kreditne kartice. Visa, kot vemo, je zelo velik igralec na trgu. Hvala vam, da ste nas spremljali in se vidimo v naslednjem videu.